Pozdravljeni, dragi moji, nazaj na Alien kanal. Jaz sem Alenka Trogarlič in vi gledate drugi del resničnega zločina Barbie and Ken Murders. To sta bila dva Kanačana, zveni vse zelo cute in Barbie často in pink, ampak niti približno ni v bistvu zelo krvavo in rdeče. Tako da, če niste gledali prvega dela, skočite hitro nazaj pogledat, bil je objavljen isti dan ali pa par ur prej ali pa prejšnji dan. Zdaj pa samo nadaljujemo tam naprej, ko sta one dva že s skupnimi očmi ubila od Karle, mlajšo sestrico Temi in jo tudi spolno zlorabila in tako naprej. In sta se potem, en mesec potem, preselila na svoje v tako majhno, lušno hiško. Pač vse glede njiju je bilo tako perfekt in lepo in beautiful in Barbie in Ken in hiška, vse je bilo super, razen njunih, kako bi rekla, njunega srca. Tudi zdaj sta živela bliz staršev od Karle, torej bliz St. Catherine. Se je pa zloraba strani Paula začela višati, povečevati, bil je skozi bolj predrzen, skozi bolj glasen. Na eni točki je on tudi izjavil in direkt rekel Karli: jaz sem Scarborough rapist, jaz sem posiljevalci Scarboroughva. In ona to kasneje opiše, da je rekel kar v šali, ampak na tej točki že res močno dvomim, da ona ne bi vsaj pomislila. Torej njegova zloraba na tej točki ni bila več samo verbalna, ampak tudi fizična, začel je tepst. Pa je ona tukaj počasi začela imeti misli, da bi šla preč, misli, da bi pobegnila, ampak je on začel v rikverc groziti s tem, da bo povedal in pokazal kasete, kaj sta naredila Temi, torej njeni mlajši sestrici. So bilo tle velike ena zlorabe in izseljevanja, ne. Ona pač reče, da se je nasploh počutila ujeto in da ni videla izhoda. Nedolgo časa potem, ko sta živela skupaj, imela to čudovito življenje, je on tudi domov njej prinesel darilo. Darilo bi bilo sicer neke lepe rože, ali pa neki izlet, ali pa nekaj dobrega za jest. No, v tem primeru je bilo darilo 14-letna punca. Imel te punce je bil Leslie in kako je on zvabil v avto, je tako, da ji ponudil čik baje. Očitno v teh časih je bil čik res popularen, sploh za mlajše, in si bil cool, če si prišel do njega in če si ga lahko skadil. In njej je to ponudil in ona je bila kuj valjda zanj, je prišla bliz in ko je prišla prebliz, je on sam šopnil v avto. Zdaj, ker je mogla Leslie doživeti, je ena iz najbolj groznih stvari, tudi ni za vsakega, tako da zdaj 20 sekund ne poslušati. Skratka, njo sta zlorabljala in maltretirala 24 ur in konstantno posiljevala in objesli vse snemala, ker pač Paul je imel nagnjene k tem, da je hotel imeti vse posnet za spomin, ker ga je to ozburjal in je užival v tem. Kaj sta na koncu naredila? Ubila sta jo tako, da sta jo zadavila. Potem sta jo razkosala na kose, te kose sta zmiksala ali pa v celoti zmešala skupaj z betonom in da se je strdil, in potem sta ta beton odvrgla v bližnje jezero in to jezero je bilo jezero Gibson. Prvič sem slišala nekaj takega, ampak da si predstavljaš, da nekdo sploh pomisli na to, odkje dobiš idejo pač zmiksati človeka, ostanke človeka in jih dati skupaj z betonom, da potone na dno jezera in pa tudi tam, mislim. In zdaj smo prišli do julija 1991, ko se pa one dva srčka poročita. Torej to, da sta prej Leslie ubila, je bilo tik pred poroko. V bistvu je bilo mogoče predporočno darilo, ne vem. Canadian couple Paul Bernardo and Carla Homolka appeared to be love's young dream. It was like, the Barbie and Ken couple. It seemed like the ideal relationship. But they were far from a match made in heaven. In ta njun dan je bil njun pravličen dan, ker vsi so jih imeli za perfekt par, vsi so bili srečni, ful sta se smejala, obla sta bila zaljubljena. In tudi recimo Karla je bila taka, da si od vsega najbolj želela biti princeska, Disney princesa na svoje poroke. Ona se je od vsega najbolj želela puffy obleko, ful enih rož, vse je mogla biti tako bejeweled, bi Taylor Swift rekla. To si je želela Karla, medtem ko je pač truplo ene punce, katero je posilila in ubila, ležalo na dnu enega jezera. In najbolj crazy fact je to, da so točno na dan te poroke, te ostanke najdeli v jezeru, ker delno je preplavalo, ba je gor. It was a whole mess in so pač to najdeli in itak se je o tem največ govorilo, vsi so vedeli, na poroki se je to omenjali in one dva pač ne vem. Ne vem, kako sta reagirala, ampak več kot očitno sta vedela, da so najdeli te ostanke. Torej imamo zagrožen community, vsi so v šoku, vse je že mečkan strah, ampak še en let potem so ves čas samo razmišljali in iskali, kdo bi bil lahko storilec, ker ni bilo nobenih dokazov, nobenih sledi, nič.
In na tej točki je tudi Paul začel biti skozi bolj cocky, ponosen. In zakaj ne bi bil? Saj ga noben ni najdel, noben mu niti blizu prišel, niti v Scarborougu niso pomislili, da je on ta posiljevalec, niti tukaj ni noben nanj ga pomislil in videl je, da karkoli bo naredil, bo pač mu uspel zbežati in noben ga na dobu, ker ga noben ni dobu. In ker je bil skozi bolj cocky in ponosen, je bilo tudi žrtev tukaj skozi več. Na eni točki dejansko rekel, Karla, naredi mi še eno uslugo, pa daj ti poklič one kolegice od temi, od že mrtve sestre, kao ne pridejo malo na obisk, ne pridejo malo na okol, valjda, mlajše punce so prišle, ste jih zadrogirala, posila in zjutraj se niso nič spomnile, sem šle so dam, tema v glavi, vedno sta pa vse tudi posnela, ker pač to je bilo Paulu bistveno, ker je delal neko svojo, ne več mini kolekcijo, ampak pač kolekcijo svojih fetišov. 1992. leta ponovita zločin, umor, spet. To je pa zdaj tretji umor, ko sta šla ven mečkan z avtom se voziti, kratko, razen tega, da sta imela namen dan pripeljati nov plen, novo punco in ko sta se kratko malo vozila, sta srečala Kristen in ona se je nič hudega sluteča vračala domov iz šole, to je bilo sred belega dneva. In ona dva sta šla mem nje z avtom in sta jo videla in sta bila tako, njo bi imela, ne? In sta zapeljala mečkan naprej od nje, pred cerkev in počakala, da je ona prišla mem. In ko je prišla mem, je Karla se delala vsa nedolžna, vsa cute, je prišla do nje z zemljevidom in je rekla, kao, daj nama pokaž, please, kako se pride tja, jaz res ne znam, ne moram. In je bila Kristen toliko prijazna, da je šla valjda tja, pomagati, svetovati. In ko je šla pomagati, jo je Karla zgrabila in zvlekla k avtu in potem je še Paul prišel ven in jih pomagal not slačati, Kristen, in sta sam odpeljala dam spet v njuno cute hiško. Tukaj, hvala Bogu, je bil en očividec, ampak se je stvar ful zakomplicirala, ker ta očividec je rekel, da morajo iskati bež kamerota in posod so bili taki za bež kamerota. Vsi so vedeli, da je pogrešeno, vsi so jo iskali in vsi so iskali bež kamerota, ampak v resnici je bil zlet Nissan. Tako da ja, taka usodna napaka, ker pa še vedno noben ni prišel do tega zlatega Nissana, ker ne bi noben pomislil. So pa hvala Bogu na tej točki saj skupaj povezvali te dva umora od Leslie in od Kristen in tudi ta profil morilca se jim nekako v glavi ponovil, da je nekdo v 20 letih, torej star med 20 pa 30. Za njemu mora biti zgodovina seksualnih zločinov, bel, moški, mlad, lep, ampak še vedno noben takrat ni povezal med sabo Scarborough, posiljevalca in pa pač tega morilca. Kristen je v bistvu najebala še bolj, zaradi tega, ker sta jo imela doma, mučila, posiljevala in snemala več dni. In ko se je pač Paul naveličal, sta se odločila, da jo bosta ubila, zadavla. Tukaj se niti s truplem nista več toliko ukvarjala, v celoti, razen z dekapitirano glavo, sta ga potem odvrgla 30 mil proč, bliz nekega pokopališča, ampak v en random jark. In so tudi hitrejš potem valjda našli to truplo. Fast forward na leto 1993 je bilo tudi prvič, ko naj bi Paul pretepil Karlo. V bistvu tako močno, da je ona tokrat pristala pri dežurnemu zdravniku, očitno ni mogla ostati doma. Med drugim je imela črne oči, imela je zlomljena rebra in tudi na tej točki naj bi se ona odločila, da bo šla, da ne more več. Istočasno je bil tudi končno testiran njegov DNK, kot sem rekla, še za Scarborough posiljevalca in rezultat je prišel nazaj pozitiven. Sicer po 2 letih prepozno, ampak pozitiven. Do you remember anything you were involved with around that time? You said you were going bankrupt, so what type of activity you were involved in sort of on a day-to-day basis? The only thing I remember with the bankruptcy is that happened around a couple days before the sexual assault that the composite came up with. That was, if I recollect correctly, it was I think 2 days before I filed for that. Stvari se potem odvijajo precej hitro, zaradi tega, ker se je vpletla policija in najprej so želeli imeti posvet s Karlo, so imeli občutek, da je ona taka, ko verjetno več povedala in priznala, kakor pa Paul, ker je Paul tist, ker je kuku, sociopatski, psihopatski morilca, ne, posiljevalca, ne. In ko so hoteli govoriti s Karlo in ko so imeli zaslišanje, je bila ona prepričana, da se to tiče samo tega, ker je Paul njo pretepal, ampak v bistvu je šlo za čisto drugo stvar. In po tem zaslišanju se je pa ona čisto zlomila. Šla je domov k staršem in doma je potem, jaz sem prav razumela, ne staršem, ampak
tipa stricu je vse priznala. S tem res mislim vse, pač vse smrti in tudi smrt dejansko svoje lastne sestre, mlajše sestre. In tle nimam informacije, kako sta starša reagirala, pač nimam, verjetno sta bila broken hearted, ne vem, pač ne moram si predstavljati nikakor. Ampak od te točke, obviously, je Karla tista, ki te stvari prizna, ne more več držati navznoter in tudi odloči se sodelovati s policijo. To je bilo javnosti prikrito, ker so vsi jo tudi sovražili zaradi tega, ker je naredila, ampak policija je imela pa nek dogovor z njo, da če bo veliko pomagala, bo imela pač olajševalne okoliščine na sodišču. Povedala je torej policiji, da ja, Paul je posiljevalci Scarboroughova, da je pač kriv še za 2 umora, plus povedala je tudi glede Tammy. Njena cela vpletenost je full weird, bom probala dodati, ker je res čudnih stvari, ker ona na teh zaslišanjih se itak oblekla, kaj ena pritkana šolarka, ker je full butas, ker v resnici ni tako oblačila ali obrašala. I didn't turn the water tap off completely, he'd hit me. If I didn't say the right thing, he'd hit me. He held knives to my throat. He told me I better watch my back. He said, always watch your back with me. Je več kot očitno hotela zaigrati nek lik, ampak najbolj bizarne so mi te izjave potem, ko snemajo pri njima doma in zaslišujejo njo, kje točno sta kako morila, kje sta snemala, kaj se je dogajalo. In ona opisuje in vmes, ko opisuje, enkrat reče, lahko sem vprašam, kje je tukaj, a je imel kakšen pohištvo v tej hiši poškodovan, odkar delate raziskavo? Pač what the fuck, ženska, Can you answer a question for me? Was any of the furniture damaged as a result of the investigation? Not that I'm aware of, no. Okay, wait, sorry, asking. Te sta ubijala ljudi in se sprašuješ, kaj s pohištvom. Na eni drugi točki šla sprašvati, če so detektivi vzeli njene vzorce parfumov. A si predstavljaš, But I don't have any of that stuff. So where are all those articles, right? Where Paul's lawyer took them. You're saying Paul's lawyer took a number of articles from you? Well, from what I understand, his lawyer took basically everything. Pa na tretji točki je šla še sprašvati, če lahko eno knjigo tam izkleti, ali ne vem, ki je bilo, če jo lahko da svoje sestri, ki jo hoče imeti. O čem da hek ti govoriš med raziskavo, ki je nastala zaradi tega, ker si ti morila? Mislim, ne vem, ful bi rada vedela psihološki profil te ženske, da si lahko predstavljam, koliko je res ali zelo rabljena, pač kaj da hek. In mogoče še najbolj bizarna stvar, ker res morate videti tale klip. Ona dejansko ne kaže nobenih čustev, razen ko pove, da je bila prizadeta, da ko je Paul domov pripeljal Kristen. Ima je s Kristen pač nalil šampanc in kako si je drznil ta šampanc nalito kozarce, ki ste jih dobila one dva na poročni dan. I was really mad too because when I took Buddy out, there were 2 champagne glasses on the dining room table. And we had these really expensive champagne glasses from France, which we never used. He had those out. The 2 of them had been drinking champagne from those glasses. Mislim, kaj s to žensko? V glavnem, long story short, Karla gre v zapor samo za 12 let. Tukaj se lahko ful debatira o tem, a je to cool, legit ali ne. Ona se je ves čas zgovarjala na to, da je bila tako deeply abusena se strani Paula, da itak ni imela izbire, nič drugega ni upala, ni vedela, kaj se dogaja, ni upala pobegant. In tudi jaz iskreno sem gledala psihologe, ki govorijo o tem in nekdo je ful dobro izpostavil 2 opcije. Opcija A, ali je res zelo dobro pretentala policijo in detektive s svojimi zgodbami in mindsetami in kaj je hotla in kaj ni hotla, da so jo preprosti ful pogledali čez prste, ali pa opcija B, da je bila res tako globoko psihološko zlorabljena sa strani Paula, da res ni več vedela, kaj prav, kaj ni. Se pravi, da si zlorabljen do mere, da nimaš več svoje predstave o tem, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je zate jeza, kaj je zate žalost, kaj je zate strah. Če sem prav razumela, da ti vse te stvari nekdo toliko zjebe, da preprost nisi več svoj človek, si pač tam lutka njemu na razpolago in da je bila ona res tako globoko tudi submisivna. On je hotel vso nadvlado imeti, ona je bila zelo deep down vse, tako submisiven človek, da je to tako perfekt pasal skup, da preprost nič niti približno ne zagovarjam, samo hočem reči, da psihologi te 2 plati izpostavljajo. Še nekaj norega, kar se je zgodilo, je to, da so v tej hiši iskali te kasete, filmčke, ki so ogromno stvari dokazovali, so jih iskali
71 dni. Kje da hek je mogel biti to skrit, da lahko iščeš 71 dni? Pa je bilo skrit nek na strop od kopalnice, ampak še zmer kje, kako lahko 71 dni iščeš kasete, meni to ni jasen. In ko se jih najdel, se je tudi ful spremenil pogled na Karlo, pač ko so to gledali, so bili tako, ženska, mi sploh ne vidimo, da kadarkoli Paul kogarkoli ubije, might as well be you, a ne? Sploh ni rečeno, da ni Karla ubila teh punc, konc koncev, ker ni na kamere, da bi jih Paul ubil. 1995. leta je potem Paul kriv 9 obtožb, od tega 2 umorov, priznal je 14 posilstvu, to je to, kar je uradno obtožen in tudi zadostuje za to, da bo v zaporu cel življenje kao brez možnosti pogojnega izpusta, medtem ko Karla, by the way, je gladko že zunaj, ne samo že zunaj, že kar nekaj časa zunaj, od leta 2005, od 4. julija in ona je tudi vmes se poročila, imela je otroke in tudi zdaj baje ne živi več s tem moškim in s temi otrocami, tako da ne vem, ampak sem pa našla kakšne videe o njej. Je veux pas que le monde pense que je suis quelqu'un de dangereux qui vont faire quelque chose à leurs enfants. Police won't confirm Homolka lives here, but say it's their duty to ensure quality of life for all citizens. Sem najela neke videe o njej, ampak kot vidite, nikjer ni dobrodošla, ljudje se jo izogibajo, nočejo, da je tam v njihovem kraju, da živi, ker več kot očitno je nepredvidljiva, pač še zdaj ne vemo točno, kaj je njej in kaj ji špila v glavi, tako da mene bi bilo tudi strah iskreno, sploh okrog otrok. In ona v tej šoli se je potem tudi pojavljala parkrat, in je bila tudi prostovoljka, da jih je nekaj čuvala na hiter in to je pač res nesprejemljivo, se mi zdi, da če si moril mlade punce, mislim. Ker se mi pa zdi najbolj bizarno pri njej je pa to, da je imela ful neke priložnosti, da bi une punce spustila domov. Enkrat prav očitno je Paul šuva, veš, za nekaj časa v mest. Mislim, da je bila Kristen to, je bila toliko smart, da je rekla, lačna sem, a mi greš lahko nekaj iskat. In ko je zbrala restauracijo, je tako res pametno zbrala restauracijo, ki je bila najbolj na drugi strani mesta, da ga čim dalj ne bi bilo, ampak Karla vseeno ni pač jo rešila, poklicala policijo ali karkoli. Tako da ja, večina ljudi čisto v šoku, koliko malo časa je ona dobila v zaporu. Imam zdaj še 20 sekund, tako da na hitro se poslovim. Hvala, ker ste gledali, če mi bilo všeč, valjda lajkajte, naročite se in vse to. Pa pridni bote, radi se imejte, se vidimo naslednji petek, verjeten. Aj, čau.